Sem Jana Mlačnik, na Cene Štupar cilj skrbim za ključne kupce in kot HR svetovalka vsakodnevno svetujem podjetjem oziroma zaposlenim. Imate morda v organizaciji zaposlene, za katere želite, da so bolj odprti za spremembe, da na stvari pogledajo iz več zornih kotov? Imate starejše proizvodne delavce, ki niso motivirani, ampak le čakajo na, kot tudi sami rečejo, penzijo? Kako pravzaprav pristopiti k izobraževanju nemotiviranih? Pomembno je, da izobraževanja niso osredotočena le na vsebino. Poudarek naj bo tudi na odnosu, dobremu stiku med predavateljem in udeleženci, ki je bistven za take spremembe. Tako se zaposleni lahko poveže s predavateljem in nastane neka vrsta kemija, ki vodi v zaupen odnos. Tak odnos zdravi in ustvarja dodano vrednost, ki prepriča še tako nejeverne Tomaže. Žal čudežne palice zato nimamo. Kako pa se mi tega lotimo? Upoštevamo pravzaprav le osnovne, preproste zakonitosti, ki veljajo prav za vse odnose. Naštela bom 3 meni najpomembnejše. Z vso svojo radovednostjo udeleženca lepo slušamo, kaj nam ta sporoča. Predvsem ne sodimo in ne dajemo nasvetov. Tako poskrbimo, da je zaposleni slišan, saj ga morda mlajši kolega vedno priglasi. Tudi sama velikokrat rečem svoji sodelavki Maji: nočem rešitve od tebe, ampak le poslušaj me. Druga pomembna zakonitost je, da izhajamo iz znanja in izkušenj udeležencev. Ne pametujemo, kako naj zaposleni odslej dela ali razmišlja, ker tako kot je on doslej deloval, ni več dobro in prav. Ko zaposleni začuti, da nekdo spoštuje to, kar on zna in kar on je sam po sebi, se sprosti in odpre. Tretja zakonitost: vse zaposlene obravnavamo enako. Približamo se vsem zaposlenim, tistemu najbolj glasnemu in tistemu najbolj tihemu. In seveda vsem ostalim vmes. Če tega ni, se vsak umakne v svojo lupino in ga zavedno izgubimo. Na ta način se vzpostavi zaupanje v predavatelja ter tudi v kadrovsko službo oziroma direktorja, ki zna izbrati prava izobraževanja zanj. Če predavatelj tega ne zna, nima smisla, da se zaposlene sploh vključuje v izobraževanje. Pa še nekaj. Takega odnosa ni mogoče doseči le z eno delavnico, ampak le v ciklu delavnic oziroma daljšem izobraževalnem programu. Verjamem, da boste uspešni pri motiviranju svojih zaposlenih. Če pri tem potrebujete pomoč, vam sodelavci z veseljem pomagamo.